Spoštovani prijatelji, lepo pozdravljeni. V sredo je minilo 2 meseca, ko je moral predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša na podlagi politično montirane sodbe o zadevi Patria v zapor. Farsično sodbo je na prvi stopnji v imenu ljudstva sklamfala neverjetno politično pristranska sodnica Barbara Klajnšek. Na drugi stopnji pa potrdilo višje sodišče v sestavi Silvana Vrebac Arifin, Mateja Nužovec in Milan Štrukelj. Sami preverjeni kadri, bi rekli poznavalci. Strokovnjak za kazensko pravo, dr. Ivan Bele, je že aprila v intervjuju za Demokracijo opozoril, da je bil že obtožni predlog proti Janši povsem nevzdržen. Vrhovno sodišče je že najmanj v 3 primerih razsodilo, da se tožilstvo ne more sklicevati na neugotovljen kraj, neugotovljen čas, neugotovljen način, ker se ob takih očitkih obtoženi ne more braniti. Nima pravnega varstva, zato je Vrhovno sodišče take razsodbe razveljavilo. Iz istega razloga bi moralo Vrhovno sodišče nemudoma razveljaviti tudi sodbo v zadevi Patria in spustiti Janeza Janšo in Toneta Krkoviča na svobodo. Po mnenju dr. Beleta je na obtožbo v primeru Patria treba gledati enako kot na nevzdržnost obtožbe, s katero bi vam očitali prehitro vožnjo, ne bi pa povedali, kdaj, kje in koliko prehitro ste vozili, ter s katerim vozilom. Ali lahko na podlagi takih splošnih očitkov obtožbi koga obsodijo, vas vprašam? V pravni državi seveda ne, pri nas žal da. Sedaj smo že vse poletje priča sramotnemu zavlačevanju na Vrhovnem sodišču v primeru Janševe zahteve za varstvo zakonitosti. Nedvomno tudi zato, ker je pritožbo prvaka opozicije obravnava hči nekdanjega komunističnega tožilca Vesna Žalik. Janša, 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 Tone, 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 življenje se torej nadaljuje in očitno je, da bo politično odvisno sodstvo pod vodstvom Branka Masleša še naprej zlorabljajo sodno oblast za to, da bo tranzicijska levica v miru sestavila novo vlado pod vodstvom Mira Cerarja. Scenarij, ki je nastal v Murglah, jim je torej dobro uspel. A v nečem so se botri iz ozadja le zmotili. Demokratična slovenska javnost, junaka slovenske osamosvojitve, borca za resnično slovensko demokracijo, za pravično slovensko družbo ni pustila na cedilu. Vi ga niste pustili na cedilu. Janša, 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 Tone, 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 Tone. Kljub dnevnemu zlivanju gnojnice po Janši strani murgalskih medijev ljudje znajo ločiti zrno od plev. Zato vse priznanje Odboru za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Odboru 2014, ki si prizadeva bravo, 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 bravo. Torej vse priznanje Odboru 2014, ki se prizadeva za izpustitev Janše,
za razveljavitev nezakonite sodbe in za dejansko vzpostavitev vladavine prava. Odbor 2014 je tako postal slaba vest politično podrejenega sodstva, ki se še danes ni izvilo iz okov totalitarne preteklosti. Vsakodnevni protesti ob 17. uri pred Vrhovnim sodiščem v Ljubljani tako postajajo legendarni. Nasilne vstajnike, ki so metali granitne kocke v policiste in stavbe ter vse poprek grozili, ste tako zamenjali miroljubni vztrajniki, ki si prizadevate za svobodo, pravico, pravno državo, za resnično demokracijo, za evropsko Slovenijo. Zato hvala vsem, ki vam gre za stvar, kot je nekoč rekel pokojni dr. Jože Pučnik. Še posebno priznanje pa velja tistim, ki ste praktično vsak dan pred sodiščem. Prostor pred sodiščem postaja prostor svobode in resnice, prostor demokratičnega razmisleka, javna tribuna. Tu se zbiramo ljudje, ki se zavedamo, da ne gre samo za enega človeka, ampak za mnogo več. Zato, da Republika Slovenija postane resnično demokratična, pravna in svobodna država. Da se končno osvobodimo okoli totalitarne preteklosti in postanemo moderna evropska država, kot si jo je želel pokojni Jože Pučnik. Zato je treba vztrajati za svobodo, za pravico, za pravno državo, za našo domovino Slovenijo. Slovenijo, za 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 Slovenijo. Slovenska ustava pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. Zakonodajna in izvršilna oblast se z vsakokratnimi volitvami bolj ali manj zamenja, se kadrovsko prenovi, se kadrovsko spreminja, se reformira, doživlja spremembe. Sodna veja oblasti ostaja ista, vodijo jo vedno eni in isti ljudje, kadri iz prejšnjega režima. Lustracija! 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 Ljudje o sodni veji oblasti na volitvah ne odločamo. Zato je ta ohola, arogantna in samozadostna, zavarovana kot kočevski medvedi. Nedvomno bo treba povsem prenoviti slovensko sodstvo, ki je v času tranzicije zatajilo, odpovedalo, dopuščalo bogatenje rdeče elite in divjo privatizacijo. Tudi zato je danes Slovenija v globoki krizi. Vrh sodstva žal obvladuje klika, ki ima svojega gospodarja v Murglah, ki misli, da lahko brezsramno zlorablja svojo moč za obračun s političnimi nasprotniki. Mirno smo priče takim zlorabam. Namesto, da bi sodstvo preganjala Janeza Zemljariča za njegovih rabot v času prejšnjega režima, je začelo pregon proti Romanu Leljaku, ki je na te sporne rabote opozoril. Narobe svet vam pravim. Podobno je v številnih drugih primerih. Udbo, mafija, udbo, mafija, udbo, mafija, udbo, mafija, udbo, mafija, udbo, mafija, udbo, mafija. Torej, podobno je v številnih drugih primerih. Tudi nekateri drugi državni organi se zlorabljajo za obračun s drugače mislečimi, tudi za obračun z mediji. Samo spomnite se, kako divje se je ves čas nazaletavala informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.
ker smo v demokraciji razkrili, da si je novinar Mladine dopisoval sodnikom, nas je oglobila. Sodišče je njeno globo potrdilo. Skupaj smo morali samo letos plačati več kot 13 000 evrov. Zato dovolj je zlorab sodstva in drugih državnih organov za obračun s političnimi nasprotniki in mediji, ki mislijo svojo glavo. Naj sklenem z besedami, ki sem jih izrekel na tem mestu pred mesecem dni. Slovensko sodstvo, postanite profesionalni in neodvisni. Ne dopuščajte, da bi bili še naprej v službi ene politične opcije. Zavedajte se, da vas bodo ljudje cenili, če boste pošteni in neodvisni. Razveljavite torej montirano sodbo Patria in spustite junaka slovenske osamosvojitve Janeza Janšo na svobodo. Naj živi Slovenija! Naj živi osvobojena Slovenija! Svoboda Janezu Janši! Svoboda Tonetu Krkoviču! Hvala!